Dragi otroci, lepo pozdravljeni. To pravljico danes objavljamo ob Mednarodnem dnevu hospica. Pravljica govori o ljubezni med dedkom in vnukom, vse do časa, ko se mora tudi dedek posloviti s tega sveta. Vsak petek se je mali medvedek odpravil na obisk k svojemu dedku. Kako se danes počuti moj najljubši medvedek? Ga je vedno vprašal dedek. Dobro, je odgovoril mali medvedek. In kako je moj najljubši dedek? Tako dobro, kot je le lahko dobro stari dedek, je odvrnil dedek. Vsak petek sta skupaj popila čaj in mali medvedek je skozi okno gledal na dedkov vrt. Na vrtu je stalo veliko, zelo staro drevo. Na drevesu je bila postavljena majava ploščad, ki jo je dedek poimenoval hišica na drevesu. Če sta dedek in mali medvedek hotela splezati v hišico, sta morala ob drevo postaviti lestev. Ko sta popila čaj, sta dedek in mali medvedek vedno splezala v hišico na drevesu in sedeč drug poleg drugega opazovala svet okoli sebe. Življenje je darilo, mali medvedek. Ne zapravi ga, je dejal dedek. In mali medvedek je odvrnil. Potrudil se bom, da ga ne bom, dedek. Naredil bom najboljše. Delaj najboljše, kar lahko stori medved, je dejal dedek. Iz hišice na drevesu se je videl dedkov vrt ves zelen in poraščen. Dedek mu je rekel džungla. Opazovala sta travnat griček s 3 sivimi kamni na njegovem vrhu. Dedek mu je rekel hrib 3 medvedov. Videla sta reko, ki se je vijugala po dolini in z vremenom spreminjala svojo barvo. V soncu je bila včasih videti zlata, zato ji je dedek rekel Zlatolaskina reka. Opazovala sta tudi star tovarniški dimnik. Ko je bil dedek mlad, je delal v tisti tovarni. Pravil ji je tovarna izgubljene mladosti. A tovarniški dim se nič več ni dvigal proti nebu. Dedek in mali medvedek sta splezala v hišico na drevesu, kadar je sijalo sonce, kadar je bilo vetrovno in kadar je deževalo, razen če res ni lilo premočno. Povzpela sta se celo takrat, ko je deželo prekrivala snežna odeja. S seboj sta vzela lepenko in sedla nanjo, a takrat nikdar nista ostala prav dolgo. In vsak petek, ko sta udobno sedela na drevesu, je mali medvedek rekel: Povej mi pravljico, dedek. In tako je dedek pripovedoval zgodbe o dogodkih iz svoje mladosti. Mali medvedek je poslušal in bil je srečen, kot je le mogel biti. Nekega petka, ko je mali medvedek spet prišel na obisk, mu je dedek dejal: Žal mi je, mali medvedek, danes pa ne morem s teboj oditi ven. Dedek je sedel na svojem naslonjaču in mali medvedek se mu naslonil na ramo. Dedek mu je pripovedoval zgodbo o času, ko je bil sam tako majhen, kot je sedaj mali medvedek. Naslednji petek mali medvedek dedka ni obiskal na njegovem domu. Odšel je k njemu v bolnišnico. Dedek je ležal v postelji. Polenil si se, dedek, je rekel mali medvedek. Res je, polenil sem se. Cel dan nisem stal iz postelje. Medvedkova mamica je odšla po zdravnika, medtem pa je mali medvedek zlezel na dedkovo posteljo in ga prijel za tačke. Povej mi pravljico, dedek, mu je rekel. Prosti, preveč sem utrujen. Zakaj pa mi tokrat ti ne bi povedal pravljice? In tako mu je mali medvedek začel pripovedovati zgodbo o malem medvedku, ki je vsak petek obiskoval svojega dedka. In o tem, kako sta vsakič plezala v hišico na drevesu. In opisal je dedku stvari, ki sta jih lahko videla okoli sebe. Ko je zaključil zgodbo, je mali medvedek vprašal: Ti je bila všeč ta pravljica, dedek?
A dedek ni odgovoril. Vrnila se je medvedkova mamica. Prišla je tudi bolniška sestra in poklicala zdravnika. Potem je mamica malemu medvedku povedala, da je dedka zajel trden spanec. Kdaj se bo prebudil? Je vprašal mali medvedek. Mamica je položila svoje tačke okoli malega medvedka in ga močno objela. Ne bo se prebudil, mu je odgovorila. Mali medvedek in njegova mamica sta odšla na dedkov dom. Povzpela sta se po lestvi na majavo ploščad na drevesu. Sedla sta skupaj, tiho jokala in se objemala ter opazovala tako dobro znane stvari, ki so jo obkrožale. Potem pa je med jokom in vzdihovanjem mali medvedek rekel: Ko bom jaz dedek, bi bil rad tako prijazen do svojih vnukov, kot je bil moj dedek do mene. Saj tudi boš, mali medvedek. Saj tudi boš.